Spoštovane, spoštovani, že kar nekaj časa je, odkar smo uspeli pripraviti sobo za sprostitvene dejavnosti, ampak nažalost takšni časi kot so nam niso omogočili, da se srečamo in skupaj pogledamo in uradno odpremo to našo sobo za sprostitvene dejavnosti. Najprej na začetku bi upravičila prisotnost našega gospoda direktorja. Zdaj, zakaj smo se mi danes zbrali tukaj? Verjetno ste že slišali, v sklopu projekta Strokovni center smo opremili sobo za sprostitvene dejavnosti in dejansko vse stvari, ki jih vidite noter, so financirane strani projekta Mreža strokovnih inštitucij za podporo otrokom s posebnimi potrebami in njihovim družinam. Ta projekt je sofinanciran s sredstvi Evropskega socialnega sklada in pa Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. V sodelovanju z različnimi službami, različnimi sodelavci v našem zavodu smo uspeli urediti prostor, ki omogoča našim otrokom in mladostnikom pridobivanje elementarnih izkušenj. Od tipa, kako nekaj občutiti, okusiti, vonjati, videti in slišati. In s tem naši otroci in mladostniki pridobivajo zelo pomembne in pozitivne izkušnje o svojih čutilih. Namen sprostitve v takšni sobi je zadovoljstvo otroka, da bo znal uživati sam seboj, da se bo znal ukvarjati sam seboj, da bo prepoznal lastna čustva, čustva drugih, da bo ustvarjal spoštljiv odnos, čuten odnos in pa da bo znal poiskati svoj mir, v katerem bo lahko, ne vem, se bolje počutil, črpal svoje ustvarjalne ideje ali pa da bo samo našel svoje mesto v skupini. Soba je namenjena vsem otrokom in mladostnikom našega centra, ne samo tistim, pri katerih zaradi nespremenljivih oblik vedenja prihaja, da jih je potrebno umakniti iz razreda. Naj ne bo to pravilo, da se te sobe poslužujemo le takrat, zgolj takrat, ko imamo neko nesprejemljivo vedenje, ki ga želimo pri otroku spremeniti. Naj bo to tudi soba, v kateri lahko izvajamo preventivne dejavnosti, da ne prihaja do takšnih oblik vedenja. Naj bo to prostor, ki služi za razvijanje socialnih interakcij, aktivnosti sproščanja, tako za razrede v času pouka, kot tudi v popoldanskem času, v času vzgojnih skupin. Ob tej priložnosti, zdaj, to je že toliko časa nazaj, nekaj smo začeli s tem stvarmi, da smo se mi dejansko zahvalili že čisto vsakemu posebej. Ampak vse bi se želela zahvaliti vsem, ki so sodelovali pri izvajanju našega projekta. Najprej gre zahvala gospodu direktorju Goranu Pavliču, ki nas je bil pripravljen poslušati, da je ta soba res potrebna in da najdemo v našem tako velikem centru, ampak nažalost vedno manjšem, najdemo nek prostor, v katerega lahko umestimo za sprostitvene dejavnosti. Zahvaljujemo se tudi vodstvu. Še posebej bi se želeli zahvaliti delovni terapevtki Anki Gerbec, ki nas je s svojimi specialnimi znanji usmerjala in nam žugala s prstom, da moramo biti pozorni, kaj, koliko določenih stvari in seveda, da ne bomo uporabljali vse kot navdušeni otroci v peskovniku. Zahvala gre vzgojiteljici, sodelavki Maji, ki je bila vse skozi gonilna sila tega projekta, potem tudi vsem vzgojiteljem in vzgojiteljicam, ki so nam pomagali, ko ni bilo drugih, in pa seveda tehnični službi, ki je ustregla vsaki naši želji in skupaj z nami preizkušala, kako je bolj primerno in bolj učinkovito za naše otroke, da se določene stvari namestijo v prostor. Kaj lahko rečem na koncu? Želim si, da bi sobo za sprostitvene dejavnosti z veseljem uporabljali.
da ji ne damo negativne konotacije, da je to prostor, v katerega gre nekdo, ki se mora umiriti oziroma za katerega smo mi ocenili, da njegovo vedenje ni bilo ustrezno. Ampak da sobo, na to sobo gledamo kot na obogatitveno dejavnost, ki jo lahko ponudimo našim mladostnikom v času bivanja v našem centru. Tako da, jaz mislim, da sem zdaj povedala že kar veliko. Bi predala besedo še Maji, da pove še nekaj o samih pripomočkih, ki so v sobi. Tako, jaz bi na kratko seveda najprej bi povedala, zakaj je soba za sprostitvene dejavnosti. Sprva smo razmišljali, da bi bila to senzorna soba ali pa soba za umirjanje, ampak zaradi tega, ker pripomočki niso samo senzorni, pa ker mi nismo terapeuti, učitelji in vzgojitelji, smo se potem odločili, da bi bila to neka soba, ki bi se lahko umaknili, ki bi kakšne dejavnosti lahko not počeli. Nismo pa želeli, da bo to soba za umirjanje, ker to že pove ime, torej nekdo gre tja, ki ni miren in se mora tam umiriti. Tako da smo se potem odločili, da bo to soba za sprostitvene dejavnosti. Kako smo se tega lotili, seveda o pomoči Anke, smo potem najprej zapisali koncept, kaj gre ven iz sobe, kateri so moteči dejavniki, kaj je potrebno zaščititi, kaj je treba predstaviti, katere omare postaviti više in podobno. Potem pa seveda z materiali in pripomočki, ki, kot je že bilo menjeno, so bili nabavljeni v sklopu projekta Strokovni center, namestili v ta sam prostor. Torej, kaj dejansko najdemo v tem prostoru? Najdemo vodni stolp, disko kroglo, stoječo disko kroglo, projektor bar, difuzor, večbarvne maske, vesolno odejo, tamne vibracijsko blazino, tokon, velike gimnastične žoge, majhne žogice, kruška za sedenje, majhna vibracijsko blazino, podnožna stimulatorja in majhne mehke žogice za stiskanje. Naj povem, da so stene obložene tudi z blazinami, ki smo jih našli v Rumpeljci, to dosti krat pride. Prav, da malo pogledamo po hiši, kaj še imamo, in smo jih na nek način z začasnimi ježki pritrdili, zato da, če bi se kdaj soba premaknila na kakšno drugo mesto, da ni prevelikega posega v sam prostor. Tako da, to je to na kratko z moje strani. Sedaj pa, Suzana, če se strinjaš, odpremo to. Jaz se strinjam. Thank you.